Evo, vsem. Dobro jutro. Jaz že spet nekaj čaram. Zdaj, čez zimo se nam je nabralo doma kar dosti tehle bio limon. In jaz imam pač navado, da bio limone, ko jih stisnemo, jih preprosto damo nekam na toplo, da se posušijo. Fajn je, no, prej bojo suhe, če jih mogoče kar takole malo raztrgamo ali pa narežemo. Tudi fajn je pač, da jih damo na neko bolj na drobne kocke, ker jih potem, ko jaz tole bio limono zameljem v prah, da je bolj na drobno, ker tile kavni, ker jaz tudi delam na tem svojem aparatu za mletje kave in velikih kočkov ne sprejema najlepše, pa tudi bolj se matra mašinca in tako naprej, da je boljše nekako na manjše koščke. Kaj pravzaprav delam? Ja, citrusovo sol. Ne vem, če ste že slišali, mogoče zato ni zdaj to neka nova stvar, ampak ni tako veliko v uporabi, kot pa na primer kakšne zeliščne soli. Zdaj, zeliščne soli tako verjetno že poznate, lahko si delate rožmarinovo, česnovo, zelenino, potem lahko je, tako kot sem mogoče rekla, samo iz enega zelišča, lahko si pa naredite celo mešanico različnih zelišč, dodate pač preprosto sol in je to. In imate suho zeliščno sol, dodate kje za izboljšanje okusa. No, danes pa delamo citrusovo sol, oziroma jaz imam tule danes samo limone. Limone sem posušila in sem jih takole zmlela v prah. Lahko uporabimo tudi limeto, lahko uporabite pomarančo, lahko uporabite mandarino, v glavnem vse citruse, važno je, da so pač bio oziroma pač ekološki, to pomeni, da niso špricani z nekimi neznanimi snovmi. In ko dobimo en takle prah, jo preprosto zmešamo z soljo. Količino tele limoninega praha in pa soli določate sami. To je čisto odvisno od vašega okusa. Jaz se mogoče včasih pri zeliščnih soleh držim pravilo, da dam nekje 80% soli pa 20% zelišč. Drugače pa to čisto po vašem okusu, kako intenziven okus citrusov vi želite. V bistvu, kaj je zdaj ta citrusova sol? Lahko jo uporabite čisto praktično skoraj vse povsod, kjer bi uporabili navadno sol, samo da je pač aromatizirana z limono. Torej jo lahko uporabite in za sladke jedi, in za slane jedi. Zelo dobro se ujema, kot veste, z ribami, morskimi sadežami, zelenjavo, v kakšnih omakah. Potem lahko jo uporabite tudi pri pripravi piškotov. Zdaj je tak zimski čas, veliko pečemo. Dodate ščepec soli, če delate te slane karamele, jo lahko obogatite z citronovo soljo. Potem, če tudi pri mesnih jedeh paše, na piščanca zelo dobro, sploh če ga delate tako malo bolj na počas, pa da je tako bolj sočen. Potem lahko jo dodate mogoče malo v testo za palačinke. Tisto maso za palačinke itak moramo malo soliti, pa jo pač obogatite z citrusovo soljo. Drugače pa tole citrusovo sol lahko uporabite tudi kot piling za telo. Dodate mogoče malo olivnega olja in si pač naredite tako, da je bolj se sprime in si s tistim dobesedno lahko naredite eno tak nežen piling na koži. Kožo boste pač s tem nežno očistili. Limona itak vsebuje vitamin C, s tem bo pomagala, da bo koža mehka, bolj sijoča, bolj mladostnega videza. Pomagala bo pa tudi pri mladostniški koži, nečisti koži, saj deluje na nek način tudi antibakterijsko. Torej, vsestransko, in za notranje, in za zunanje. Eterična olja nekako že sam, ko jo vonjamo, in če si na primer delamo kopeli iz citrusove soli,
delujejo na nas proti stresu, delujejo za neko boljšo koncentracijo, tudi da smo bolj zbrani. V glavnem ima zelo veliko pozitivnih učinkov na naše telo. Citrusova sol po energiji nekako je grenka. To pomeni, da naše telo hladi. Če se vam pa zdi, da vam mogoče tale limonina lupinica ne bo najbolj odgovarjala v soli, jo pa lahko preprosto dodate tudi v sladkor in jo pač uporabljate za peko piškotov, za, ne vem, potic, za kakšne druge nadeve, za, kot smo že rekla, tudi v palačinke, v kakšne vaflje. V glavnem, škoda je metati nekaj stran, kar nam zelo koristi. Tako da jaz vam želim prijetno ustvarjanje in pa lep pozdrav do prihodnjič. Pa, pa.